Na obisku. Dobrodošli v novi epizodi serije podkastov Na obisku, ki nastaja v produkciji Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo. Doktorica Biljana Todorova, doktorica medicine, specialistka hematologije z kliničnega oddelka za hematologijo UKC Ljubljana, je gostja tokratnega podcasta Na obisku, ki ga posvečamo mednarodnemu mesecu osveščanja o diseminiranem plazmocitomu, v katerem je združenje LNL pripravilo tudi posebno kampanjo z naslovom Ne beri simptomov napačno. Doktorica Todorova, lepo pozdravljen in dobrodošli v podkastu Na obisku. Hvala lepa za to vaše lepo povabilo. Sem vesela, da bom danes z vami v tem podkastu. Tako jaz tudi, ker si obetam en tak energičen, temperamenten pogovor, kjer nikoli ne zmanjka misli, ki bi jih razvili, ker vi ste znani kot taka sogovornica. Ja, hvala, verjetno sem. Doktorica Todorova, rekli sva, mesec diseminiranega plazmocitoma je, to je za nas v javnosti seveda poseben mesec, ker je mesec osveščanja. Za vas osebno pa čisto nič poseben, ker z bolniki s plazmocitomom delate in se srečujete prav vsak dan. Ja, prav tako. Vsak dan se srečujemo z bolniki, ki imajo diseminirani plazmocitom, čeprav je ta bolezen v splošni populaciji izredno redka. Pri nas hematologih je nekako ena od najbolj pogostih bolezni, ki jih zdravimo. Bolniki, ki imajo diseminiran plazmocitom, ponavadi se zdravijo v naši ambulanti oziroma dnevni bolnici, na polikliniki, le redko se stvari komplicirajo, da potrebujejo bolnišnico, ali pa v bolnišnici so takrat, ko delamo avtologno presaditev krvotvornih matičnih celic. Drugače jih poznamo zelo dolgo, ti naši bolniki so tudi naši prijatelji, poznamo vse njihove težave, tudi če se ne zdravijo oziroma so v remisiji, še vedno prihajajo na 3 mesece pri nas za preverjanje krvne slike. Tako da oni se učijo od nas, mi se učimo tudi od njih, glede na to, kakšno imajo simptomatiko in kakšne so zaplete. Pravite, leta in leta, na 3 mesece najmanj se srečujete, jih sledite, pa še dolgo nazaj ni bilo tako. Ste zadnjič na novinarski konferenci poudarili, da še pred 20 leti je bila življenjska doba 2 do 3 leta teh pacientov. Danes je bolezen še neozdravljiva, pa vendar leta in leta sobivate vi s temi bolniki in oni s svojimi hematologi. Ja, to je tako. Sicer je diseminiran plazmocitom znano že dolgo. V 19. stoletju je bil opisan prvi primer, ne kot diseminiran plazmocitom, ampak kot albuminemija. Oziroma so našli te Ben-Jonesove proteine v urinu, in sicer v Angliji. To je bilo koncem 19. stoletja. Ko so naredili obdukcijo, so videli, ker jim niso bili znani, zakaj se pojavljajo ti proteini, so naredili obdukcijo tega človeka po smrti in so videli, da ima po kosteh veliko tumorskih formacij, ki jih niso znali opredeliti. Tako da to je prvi primer diseminiranega plazmocitoma, ki je bil opisan v literaturi. Pozneje, na začetku 20. stoletja, so klasificirali proteine Ben-Jones, pa monoklonski zobec, pa kappa, lambda, lahke verige, na to pa še patološko oziroma histološko ugotovili, da gre za eno posebno identiteto in ker izhaja iz plazmatik, ki je bila imenovana kot plazmocitom oziroma v
literaturi, angleški multiple myeloma. Multiple, ker se lahko pojavi povsod in ker je tako raznolika bolezen. Jaz se spomnim svojih študentskih dnevih, ko sem se učila interno medicino, pač nekako se mi je zdelo, ko sem brala o plazmocitomu, se mi je zdela nekako zelo taka strašna bolezen, težka za opredeliti glede na vse simptome, ki jih ima, pa še ko prebereš, koliko je pričakovana življenjska doba, res se mi je zdela zelo taka neugodna in sem se bala, če jo kdaj prepoznam, lik zaradi tega, ker je tako raznolika. Povejte nam, doktorica Todorova, kaj to v praksi pomeni? Kakšni so simptomi, znaki, s katerimi bolniki pridejo najprej k splošnemu zdravniku in potem, če imajo srečo, zelo kmalu hematologu, če ravno jih prej dostikrat pošiljajo tudi k drugim specialistom, ker pravite, simptomi so tako splošni. Tako, splošni in raznoliki in ponavadi pacienti se slabo počutijo. Če ima človek hematološko bolezen, ki je aktivna, ve, da je nekaj narobe. Ker gre za krvne bolezni, kri je povsod. Ljudje, tudi če nimajo bolečine, vejo, da je nekaj narobe, da so nekako splošno počutje, da je spremenjeno moč, da niso več tako močni, kot so bili prej, apetit nimajo, nekako bolehajo pogosto za kakšne viroze ali pa imajo ponavljajoče se pljučnice. Starejši ljudje itak imajo ponavadi bolečine po sklepih, ampak za plazmocitom nekako je bolj specifično, da imajo bolečine po kosteh. Tako da zaradi teh splošnih simptomov grejo pri osebnem zdravniku. Osebni zdravniki pač imajo to težavo pri diagnosticiranju diseminiranega plazmocitoma, ker če bo krvna slika v redu in biokemija, kar se prav tako zgodi, da imajo čisto normalne krvne izvide, pač lahko prepišejo tem starosti, te bolečine po kosteh. Vendar, tako kot sem rekla, to je taka bolezen, da se pojavi recimo taki bolniki, ko grejo pri splošnem zdravniku, če je kaj narobe v krvnih izvidih, prvo jih pošljejo ponavadi k nefrologu, ker je ledvična odpoved in hiperkalcemija ene od teh znakov in simptomov, ki se najbolj hitreje prepoznajo. Tako da velikokrat mi dobimo bolnike strani nefrologa, ki je ugotovil ledvično odpoved, vendar ne zaradi nefroloških razlogov, ampak ker so ponavadi naredili tudi proteinogram. V naši ambulanti najbolj pogosto pridejo bolniki z napotitvijo od osebnega zdravnika kot nepojasnjena anemija. Pri nas je standard, da pri prvem pregledu vedno odvzamemo proteinogram pri vseh bolnikih, tako da zelo hitro jih odkrijemo. Proteinogram seruma je še vedno zlati standard v diagnosticiranju diseminiranega plazmocitoma. Potem zelo velikokrat tudi na IPP jih mi sami vidimo, ko pridejo z motnjo zavesti, pa je hiperkalcemija v prvi vrsti, tako da takrat vedno posumimo na diseminiran plazmocitom. Torej, lahko takšen bolnik tudi v urgentno nevrološko ambulanto pride kot motnje zavesti. Potem včasih starejši ljudje, ki pridejo zaradi slabega počutja, pa nimajo neko simptomatiko, na IPP-ju jih odkrijemo, ko vidimo v serumu, da imajo hiperproteinomijo oziroma povišane proteine. In diseminiran plazmocitom je ena od redkih, da ne rečem skoraj edina, ki daje povišane proteine v navadnem krvnem serumu. Velikokrat pacienti zaradi patoloških zlomov končajo na travmatologijo ali ortopedijo in tudi od tam jih dobivamo. Tako da
Simptomatika je različna, težko najdemo dva enaka bolnika. Če pride do nas, pol pa je diagnostika v 6. brzini, res hitro pridemo do natančno diagnostiko oziroma naredimo punkcijo, biopsijo kostnega možga in vse preiskave, ki nam se ponujajo laboratorijske, kot so citogenetika, FISH, ki natančno opredeljujejo bolezen in prognozo bolezni. Glede na prognozo bolezni paciente tudi tako in simptomatiko seveda, paciente tudi zdravimo, tudi se odločamo, a bodo imeli tandemsko presaditev oziroma 2 autologni presaditvi krvotvornih matičnih celicah v 6 mesecih ali pa 1. Tako da vsak bolnik je svoja zgodba in naš pristop je res individualen. Srečo pa imajo naši bolniki, da zdravila, moderna, nova zdravila so v Sloveniji dostopna. Napredek je zelo hiter, pa prihajajo še nova in nova tarčna zdravila. Čeprav za plazmocitom zdaj zadnje čase klasično kemoterapijo praktično in ne uporabljamo, ampak gre za posebna zdravila, imunomodulatorji, proteasomski inhibitorji, monoklonska protitelesa, zdaj pa prihajajo še bispecifična kemoterapija, praktično pride sam pred presaditvijo krvotvornih matičnih celic. Dobro, doktorica Todorova, jaz se spomnim, ko se pogovarjamo mi laiki med seboj, pa nekdo omeni diseminirani plazmocitom, vedno upozorite nepojasnjena bolečina v križu, ki ima lahko 1000 razlogov. Eden izmed njih je seveda tudi ta plazmocitom. In potem se ljudje in so mene vprašali, tudi tako laično vprašanje, v čem je razlika med krvnim rakom, te sorte, plazmocitomom in kostnim rakom, ki prav tako drobi tisto kost. Bolečina je ista, pa odvisno kje je. Lahko pač drobi to kost, pa pritisne na hrbtenjačo, pa ljudje se paralizirajo. Tudi do tega lahko pride. Bolečina je ista. Preden naredimo slikovne preiskave in proteinogram, mi ne vemo, zakaj se gre. Lahko so to pač metastaze drugega raka ali pa je sam kostni rak. Tega mi ne vemo. Zato pravim, ko pride že pri nas, mi hitro naredimo celotno diagnostiko in histološko ugotovimo, zakaj se gre. Recimo, če gre na ortopedijo, oni seveda naredijo tudi biopsijo, operirajo, vzamejo košček, gre na inštitut za patologijo ali pa na onkološkem inštitutu in patologi potrdijo ali pa odvržejo, da gre za diseminiran plazmocitom. Tako da velikokrat pridejo pri nas na diagnostiko ljudje, ki imajo drugega kostnega raka ali pa metastatski karcinom kot sum za plazmocitom. Tako da zato pravim, proteinogram je res ena taka preiskava, ki je dostopna. Mislim, da vsi zdravstveni domovi lahko to delajo. In če pač je ta patološki, je dobro, da se zdravnik posvetuje s hematologom, kako naprej. In se skupaj odločite. Tako, bolečina pa seveda je nujna slikovna diagnostika. Včasih je dovolj sam rentgen, navadna preiskava, ki se naredi v 1 uro, res ni treba nič čakati za rentgen. Hitro nam kaže, zakaj se gre. Včasih pa plazmocitom zna poraščati kot mehkotkivna formacija in potreben je magnetna rezonanca. Tako da diferencialno diagnostično pač spadajo vse mogoče metastaze, vseh mogočih rakov ali pa kostni rak. Vse prej kot enostavna diagnostika v resnici. Tako. Zato smo pač specialisti vsi vsakem na svojem področju in tukaj si pomagamo, se konzultiramo, da
pač se začne pacient čim prej, čim hitreje zdraviti. Zakaj je pomembna ta hitra diagnostika in čim prejšnje zdravljenje? Rekli ste, ko mi dobimo bolnika s takim sumom, damo v 6. prestavo. Tako. Zakaj? Zaradi tega, ker je potrebno, da čim prej začnemo zdraviti, da se pač krvni rak ne širi, da se ne naredijo še več patoloških zlomov. Tako da bo škoda, ki jo plazmocitom naredi na organizem, nekako popravljiva, ker včasih pač nekateri bolniki imajo nepopravljivo škodo. Zaradi tega, ker veliko stvari se da popraviti in pozdraviti. Omenjali ste kombinacije in najrazličnejša zdravljenja, na srečo so našim bolnikom v Sloveniji dostopna. Je pa pomembno, imate te rede zdravljenja, ko se bolezen prvič pojavi, pa ko se čez čas denimo ponovi. Tako. Mi imamo te skeme zdravljenja, ki se držimo svetskim protokolom. Hvala Bogu, da so vsa ta zdravila dostopna in lahko ustrezno zdravimo bolnike. Potem pa se tudi odločamo glede simptomatike, če je ledvična odpoved, eno zdravilo pride v poštev in tako naprej. Pa če je pač citogenetika slaba, če je prognostično slabo, pač lahko začnemo tudi z močnejšimi zdravili. Mi smo veseli, da to lahko ponujamo našim bolnikom. Tako. Pravijo, da bolniki oziroma njihovo število narašča, seveda v starejši populaciji, za katero ne bi ta plazmocitom bil pogostejši, pa tudi pri mlajših bolnikih, ki so še v službi, še delovno aktivni in hkrati tudi, da prihajajo vedno nova in nova zdravila, ki pa so tudi vedno bolj nekako personalizirana in seveda zelo, zelo draga. Kako dolgo smatrate, da bodo lahko naši bolniki vse te reči še dobivali? Jaz upam, da bo vedno tako, a veste. Mislim, cilj, smisel našega dela je pomagati bolnikom, pozdraviti jih, če se da. Ali pa če se ne da, kot ta diseminiran plazmocitom, ker je to neozdravljiva bolezen v osnovi, pa da bolnik živi čim dlje, oziroma da bo v remisiji, to pomeni brez aktivne bolezni, čim dlje, čim bolj aktivno in čim bolj normalno, brez bolečin. Mislim, smisel našega dela je to. Je že najprej življenje in potem lepo življenje. Tako, ne sam življenje, ampak tudi lepo življenje, veste. Tako da ponujamo tudi druge, da rečem, pomožne dejavnosti našim bolnikom kot podpora, društvo L&L, limfoma, levkemija, pač ima svoje programe, izvajajo fizioterapijo, psihološko podporo, nasveti glede prehrane. Pa se ljudje tudi med seboj družijo in verjetno, ko ugotoviš, da nisi sam, ti je tudi lažje nekako prebroditi. Čeprav so tudi pri nas tudi tragične zgodbe. 21. stoletje smo rekli, da imamo ogromno zdravil, nekateri bolniki žal pač so rezistentni oziroma se ne odzivajo na zdravljenje. Sreča je, da so izredno redki, ampak ti bolniki, ampak takih si jih pa res zapomniš res in za družino je to velika izguba, tudi za nas, ker nismo uspeli narediti nekaj več za nekaterih ljudi, ki so bili, recimo so imeli pred seboj še veliko življenja, ampak resnica je taka, da imamo tudi take primere. Nismo 100% uspešni, ampak smo veliko bolj uspešni kot pred 20 leti. Povejte mi, doktorica Todorova, hemato-onkološki bolniki, pravite, vse naredimo za njih, poznaš njihovo družino, pa to traja leta. Kako se pa vi s tem spopadate, kadar je narava oziroma bolezen močnejša, celo od vseh novih zdravil, od vse stroke, ko stvar se ne izide dobro? Veste kako, tukaj na našem oddelku ne more delati vsak. Mislim, mi se zavedamo, da je življenje omejeno in da vsi, ki smo se rodili, bomo enkrat umrli. Tako je tudi za bolnika.
Tako da moj pristop je, da povem resnico. Moj pristop je, da povem, mislim seveda, ker delam z ljudmi, ki so normalni in psihofiziološki, zdaj ljudje, ki so starejši, ki ne razumejo, celotna družina je vključena. Vendar mislim, da pač ljudje morajo poznati resnico. Vsak ima nekaj, da dokonča v življenju in mislim, da je to prav. Vendar mi ponavadi jaz rečem bolniku, poglejte, žal več bolezni ne moremo zdraviti. Ampak to ne pomeni, da ne bomo vas zdravili. Tako da vse, kar potrebujejo, transfuzije, protibolečinsko, vsakašno podporo, naši bolniki jo dobijajo. Tako da veliko ljudi pač so brez terapije, ker je bila terapija izčrpana, pa prihajajo še eno ali več leti v našo ambulanto po transfuzijo, antibiotike, rasne faktore, to, kar potrebujejo. Dobro. Omenjali sva ta sodobna zdravljenja, omenjali ste kot ene novejših, ki prihajajo ali so že tukaj, torej ta bispecifična protitelesa. Več smo slišali v zadnjih letih o karti celične terapiji, tudi ta za nekatere bolnike z diseminiranim plazmocitomom pride v poštev, se zaenkrat še vedno izvaja v tujini. Kaj pravite, bo kmalu to zares tudi pri nas? Zdaj jaz bom tako rekla, tudi vsi bolniki niso primerni za kar, da se naši bolniki, ki imajo diseminiran plazmocitom, da nimajo nekako, da rečem, napačno mnenje, da vsak je. Tudi zato obstajajo pogoji, oziroma tako kot sem rekla na začetku, zaradi raznolikosti bolezni se tako odločamo, tako da tudi kar te ne bo za vse bolnike. Zaenkrat smo imeli dva, se mi zdi, uspešna primera v Nemčiji. Pri nas se dela, zdaj profesor Zver pa profesor Sever sta v tem projektu res not. Jaz upam, da bo čim prej, časovno pa ne znam in ne morem nič povedati. V redu. Doktorica Biljana Todorova, dejva midve to težko demo, ki ste jo seveda jo vi znate predstaviti na tak človeški topel način, malo presekati za vašo osebno zgodbo, kajti jaz vem, da vi prihajate po rodu, da rečem, iz Makedonije. Ja. Kako pride mlada zdravnica z Makedonije delati v Ljubljano? Zakaj ta odločitev? Pač zdaj, ko pač pogledam za nazaj. Pa kdaj je to bilo, če se to sme vprašati? To je bilo tam začetkom leta 2000, koncem leta 2007-2008. Jaz sem bila mlada specializantka neurologije v kliničnem centru v Skopju. Delala sem pa tudi v splošno ambulanto v sklopu doma starejših. Kot splošna zdravnica sem imela ogromne izkušnje, neurologija je bila pa moja prva ljubezen. Odločili smo se tudi zaradi nekaterih družinskih razlogov in zaradi tega, ker nisem videla, kako naj rečem, nisem videla bodočnost, da bo posebej v zdravstvu in prihodnost, da bo svetla. Kar takrat se je začelo razpadati nekako ta klinični center, so se odprle nove privatne bolnišnice. Meni ni bilo všeč, da bi pač delala v privat bolnišnico, nisem hotela delati v privat zdravstvu, sem nekako bila, predvsem tudi kar neurologija zahteva, tudi tako neko zdravljenje bolnišnično, pa dolgotrajno. Ampak takrat res ni bilo veliko zdravil dostopnih, ljudje so se začeli sami plačevati vse. Meni je bilo kot specializantka ful nerodno, ko sem mogla napisati seznam, kaj bi svojci kupili za bolnika, in sicer to je bila ena taka lista, da je bila not fiziološka raztopina, pa še igla za lumbalno punkcijo, mislim, res od do. In to se je nekako tam začelo, da to zdravstvo nekako propada, se je razvijalo to privatno zdravstvo, ampak veste, privatno zdravstvo pa nimate vi privatne poliklinike, nimate vi
nevrologije, hematologije, vsaj takrat, ali pa onkološke oddelke, ker je to izredno drago. Tako da boj se splača imeti ginekologijo, porodništvo, pa plastična kirurgija, pa ortopedija, pa take zadeve. Nekako za te onkološke stvari je bilo premalo denarja, tako da jaz nisem bila zadovoljna s tem. In pač sem imela eno znanko, kolegico iz faksa, ki je takoj po faksu prišla tukaj v Sloveniji, ker njen oče je Slovenc, in je rekla, da pač lahko in da je ful zadovoljna in da lahko, če hočem, probam. Tako da sem prišla, sem morala celotno dokumentacijo na sodišču vse overiti v Makedoniji, pol pa sem mogla tukaj na ministrstvo za šolstvo. Se mi zdi, da sem vse svoje prevedene in zaverjene papire in diplome tukaj pač oddala. Tam so jih preverjali nekaj časa, pa sem dobila potrditev, da so originalni, da niso falsificirani. Potem sem se morala prijaviti na medicinski fakultet za nostrifikacijo diplome. Delala sem več izpitov, nostrificirala in pisno, in ustno, in praktično. Nostrificirala pa se prijavila, seveda, ker sem bila v prejšnjem življenju, tako rečem, nevrolog, se prijavila za nevrologijo, ampak za Ljubljano, ker je moj mož pač praktično delal, takrat je samo on delal, pa smo imeli samo enega majhnega otroka. Sem se prijavila za nevrologijo, ampak takrat ni bilo pač nekako prostora zame, ali da rečem, ni bilo veliko mest razpisanih to leto. Sem gledala, kaj je prosto. Iz interne medicine so mi bili revmatologija in hematologija najbolj všeč. In sem rekla, ne bom čakala, to znanje mi bo koristilo, da naprej pa sem se prijavila za hematologijo. Sem imela razgovor z cenjenim profesorjem Černeličem in primarjem Pretnarjem, tako da sem prišla tukaj na hemato. Težko mi je bilo, ful mi je bilo težko, ko sem prišla, ker nisem poznala to inštitucijo, kje je, kdo je, kaj je, te napotnice. Pa sem imela izkušnje za anamneze, statuse, vse to mi ni bilo problem. Seveda nisem takoj prišla na specializacijo, ker moraš čakati. Vmes sem delala v zdravstvenem domu v Logatcu, v splošni medicini, in sem bila res navdušena nad kolektivom in še vedno jih rada vidim in poklepetamo in tako so mi pri srcu. Tako da mi je bilo težko, ne morem reči, da ni bilo težko, dokler sem se navadila prvo na sistem in na to stavbo in na vse, kje je, kako funkcionira, katerega doktorja poklicati, ker je nekako različno. Ampak nekako lahko rečem, da sem naredila pravi korak, ker me hematologija, sem se tako poglobila, da me je ful zanimala. Še bolj pa hematologija je taka, da vsak dan se moraš učiti ali pa ponoviti, kar se pozablja, ker gremo do detajle, v samo celico, v kromozomi, v genih. Res težko, ja. Ampak mi je všeč tudi kolektiv naš, je zelo v redu. Povejte, doktorica Todorova, ste bili od začetka odprto in lepo sprejeti. Ali je bilo tudi kakšnega grenkega preukusa? Težava je bila v tem, da nisem imela nobenega specializanta hematologije, ki bi bil tako mlad kot jaz oziroma moja generacija. Nekako so bili vsi starejši, ti, ki so specializirali interno medicino za hematologijo, so imeli malo drugačen program. Tako da ni bilo lahko, moram reči. Tako da pa še dvomi, jaz mislim, da ni bilo nobenega internista iz bivše Jugoslavije takrat v kliničnem centru. Tako da dvomi, kako bo šlo. Čeprav lahko rečem, da ko sem delala v Logatcu,
so me imeli ful rada, tudi bolniki, tudi zdravniki, ampak to je pač primarno nivo, tukaj je pa terciar, tako da jaz sem tudi sama rekla, da bi rajši delala bolj z bolniki, klinično delo kot raziskave, čeprav je to tudi naše vsakodnevno delo, ampak sem precej vesela, ko delam kliniko. Mi je tako nekako všeč. Zdaj, ko vas poslušam, sem se spomnila na dve stvari. Ena stvar je, ne vem, če sta v resnici obe zelo lahko povezani ali jih lahko navežem na vašo pripoved. Spomnim se enkrat, ko smo se na Brniku usedli v neko potniško letalo in se vedno predstavi kapitana, ne, jaz sem kapitan ta in ta in vas peljem tja in vreme in višina in te stvari in se oglasila ženska kapitanka, ne? In sem sedela zraven ene gospe, ki je nisem poznala na sedežu in sva se spogledali čisto spontano in sva si rekli, to se bomo pa varno peljali, ker ta gospa je morala biti toliko boljša od svojih kolegov, da nas danes pozdravi. In ko sem se pa peljala k vam v vaš kabinet na obisk za ta podcast, sem pa recimo, da v 15 minutah razmišljala o zdravnicah, Makedonkah. In sem se spomnila na 3 in vse 3 ste izjemno uspešne in vsaka ima težjo specializacijo kot druga. Ena je predstojnica neonatološkega oddelka na pediatrični kliniki, druga je, čeprav razumem, predstojnica kliničnega oddelka za hematologijo v slovenjegraški bolnišnici. Vi ste v kliničnem oddelku za hematologijo v Ljubljani, ki je terciarna ustanova, boljše v Sloveniji nimamo. Povejte mi, kaj je tako posebnega na vas, zdravnicah z Makedonije, da ste tako ambiciozne in sposobne? Zdaj jaz lahko govorim za tiste čase, ko smo mi študirali, res je bila konkurenca zelo močna. Mi smo opravljali sprejemni izpit, recimo kot v Hali Tivoli. Toliko nas je bilo, več kot 800 ljudi. In res je bila ogromna konkurenca. Fakultet je bil res tako resen, izpiti so bili ful težavni, tako da se mi zdi, da smo se kar ogromno morali naučiti, kar so tudi za detajle. Nekako nismo dobili, če nekaj detajle ne veš, nisi dobil prehodno oceno. Vaje so bile resne, takrat je res faks imel, res je bil na dobrem glasu in jaz imam od svoje generacije veliko kolegov, ki delajo tudi, ki jih dobro poznam, ki zelo uspešno delajo v Švici, na Danskem. V Ameriki ima en kolega zdaj svojo kliniko, tako da nekako smo šli kvalitetni ljudje in ljudje, ki so si želeli medicino. Da se ni končalo, seveda vseh končalo, jaz sem tisti, ki so si res želeli. Je bil zelo strog, fakultet je bil zelo strog in s kakšnimi občutki se pa danes ozrete nazaj, ko mislite gotovo na svoje prijatelje, sodelavce, tudi sorodnike zagotovo v Skopju, v Makedoniji, ki so deležni, vsaj kar se farmakologije tiče, toliko slabših priložnosti za zdravljenje najtežjih bolezni? Dostop do zdravilih v Makedoniji ni takšen, kot je tukaj. Večinoma zdravila jih morate plačati, pa tako kot sem slišala, da tudi veliko je generikov, ki so sumljivi, da so bila zdravila, ne vem, iz Azije, ki niso tako preverjena in pač tudi ni veliko bolnišničnih postelj, tudi ta naš laboratorij, ki ga imamo tukaj, oni morajo vse v drugem posebnem laboratoriju naročati ali pa v Solun, v Grčiji. Tako da je žalostno, veliko ljudi ne dobi terapijo, ker ni dostopna, ali pa tisti, ki imajo denar ali pa se znajdejo na katerikoli način, ponavadi grejo se zdraviti v Turčijo, ker so nekoliko cene nižje. Tako da to je res zdaj trenutno žalostno. Vaš soprog tudi dela, je tudi medicinc? Ne, moj soprog je pravnik. Je pravnik. Tako da dela v eni firmi. Tako da zadovoljen je tudi on. Koliko ima razumevanja, da je žena v službi po dnevi, po noči, med prazniki? Vse je on to vedel. Tako da mora imeti razumevanja. Midva sva tukaj sama, nimava babic, stricev ali tet ali pa da nam dopomaga, tako da
Če bi bil on zdravnik, bi mogli še nekogar pripeljati tukaj, da nam otroke pazi, ker res naša služba je takšna, da smo ogromno v službi. Včeraj sem bila do 7, jutri sem dežurna 24 ur in več, pa vikende. Tako da otroci so pač dobri, tako da tudi je imel sreče, da so otroci res tako prijazni, pa poslušajo. Dva sta, ne? Ja, dva Fantek otroka. Fantek in punca. Punca je študentka, fantek je v osnovni šoli še, tako da nekako smo se navadili. Sicer velikokrat smo šli vsi na kino, otroka sta spala, midva sva pogledala film. Pa tudi v restauracijah, to je bilo res tako v redu, nista delala nobenih otroških, takih, da rečem, nadležnih stvari, so bila kar v redu. Tako pa smo tukaj dobili nove prijatelje, ki so res ta pravi prijatelji, lahko jih pokličeš kadarkoli, če potrebuješ, kar smo praktično iz naše družine sama, midva. Tako da se znajde človek, pa jaz imam zelo lepo mnenje za Slovenijo in za Slovencev, ker se ne počutim nič nekako drugačno, se mi zdi, da je nekoliko vse na višjem nivoju, ampak ljudje so pa se mi zdi čist normalni, prijazni. Nisem res do sedaj imela nekaj takih težav. Mislim, sem se trudila biti korektna, vsi so bili korektni, vsi so mi pomagali, če je bilo treba. Največ so mi pomagali sicer Slovenci, ki jih nisem poznala, sosedi na Vrhniki, tako da oni so mi največ pomagali. Kako se sprostite tiste proste trenutke, ki jih imate? Rekli ste, z možem si rada ogledava kakšen dober film. Kako še? No, pa mi rada greva v toplicah, tako da jaz poznam Slovenijo zelo dobro, sem bila povsod in ni vikenda, da ne bi šli, če sem prosta, da ne bi šli na neko novo mesto, neko novo vas pogledati ali pa ne vem, neko restauracijo, tako zanimivo, tako da dosti se vozimo po Sloveniji, doma skoraj da nismo, za čez vikend, če sem prosta, res, tako da. Doktorica Todorova, najlepša hvala, jaz vam želim čim več prostih trenutkov, vikendov z vašo družino, soprogom, pa da nam boste povedali, kam je vredno iti, v katere toplice in kater kraj obiskati, ki ga morda doma zares ne poznamo. Hvala za vse, tako da meni so pač najljubše Olimje, pa ker je narava takšna, tako da včasih skočimo tudi na Hrvaškem, ker so tam bliznakinje dvojčke toplice, tako da pač Olimje so mi najljubše. Ampak tudi Lendava je tudi tako lepa, povsod mi je lepo, tako da. In letošnji dan, ravno prej sem brala, letošnji dan bolnikov bo v Podčetrtku, ne? 13. aprila. 13. tako. Doktorica Todorova, najlepša hvala in vse dobro. Hvala tudi vam. Na obisku.